Nika, Povej. zakaj si zamolčala, da imaš fobijo pred tobogani? Ker drugače me ne bi v toplice povabil. Ampak to je bil tako ključni del, na katerem sem nekako baziral celo epizodo. No? Okay. Prvo pravilo potapljanja je: nikoli se ne potapljaj sam, zato sem izjemno vesel, da je danes z mano na tekočem Nika Rozman. Se ne bom umrla, ne? Dobro jutro, Nika. Dobro jutro. Koliko je 6x7? 42. 8x6? 6x54. Sam hotel sem preveriti tvojo prisebnost, ker ljudje ne vejo, ampak gotovo slutijo, ura je 5:30 zjutraj. To pomeni, da se zbudiš že 4 in nekaj, ne? Mislim, da je dobro, da sva se dobila zjutraj, zato ker zadnje čase si bila veliko v medijih in velikokrat si govorila o tem, da pač rada vstajaš, ampak noben intervju te pa ni dobil prav ob tej uri zjutraj. Spoštivanko, hvala. Ja, kaj je najbolj bedna stvar, ki te v medijih ljudje skozi jo sprašujejo? Zakaj sem na jezeru tako resna? Ok. Cool. Kaj je pa stvar, ki si želiš, da bi te vprašal? To pa težko vprašanje. Lahko ti povem, česa sem najbolj vesela. Sam ne medijev. Jaz sem vesela teh otrok, ki pridejo do mene pa me pozdravijo. Ok. Kaj si želim, da bi me vprašali? Pretežko vprašanje, Nik, za zjutraj. Ne vem, mogoče ti bom kasneje povedala. Dobro. Tako recva, tamle ob strani, tukajle, Ja. imaš en gumb, pa ga vidiš? Ja. Ok. Kadarkoli bom med najnim pogovorom vprašal nekaj, kar so te zdaj že vprašali v 200 intervjujih predtem, Ja. pritisneš ta gumb, ok? Ok. Probi? Ok. Pa še tako nared. Ja, ok, ja, super. To je znak, da to no go. Začniva bolj na začetku, oziroma relativno na začetku. Veliko govoriš o tem, da športaš ogromno, Ja. oziroma počneš milijon enih stvari. A si med temi aktivnostmi kdaj imela kakšno resnejšo nesrečo ali pa ti je kdaj šlo kaj narobe? Moram reči, da tako resnejše, da bi si nekaj izlomila, pa imela nek gips, nisem. Sem pa enkrat dobila skalo v glavo v hribih. Kaj? Ja, hvala Bogu sem imela čelado gor, tukaj se mi še mečken pozna, ampak vse v redu, no. Sem bila pa kar prestrašena. Čakaj, daj malo, samo. Aha, skalo v glavo in super, da si imela čelado? Ja, Ampak, tako da predlagam čelado, če greste nekam tako bolj visoko gorje, no. Ja. No, Srečo sem imela v resnici. danes bova par teh stvari Padla na mojo ponovila, glavo, očitno, nisem ne? prinesla čelade. Ja, nič, Nika, izvoli. Veš kaj, glede na slabe izkušnje, ki sem jih imela, ne, bi te prosila, če lahko prosim preveriš, če je dovolj globoka voda. Saj se bom spomnila dati roke naprej, čeprav sploh ne vem, če bom na glavo skočila, no. Ampak ja, najbolj pomembno je, da veš, kam skačeš, pa Najbolj pomembno je, poznaš globino, da ne? nekoga pošlješ pa rečeš, da je poglej, da je tam se postavil pa tako. Da se ti, da nisi še moker, ne, ker najbolj fajn je skočiti v vodo direkt. A razumeš? razumem, Ti moraš nekoga drugega razumem. poslati, da plava in potem zmeri, ne, če je to dovolj visoko, tako da se on ne dotakne tal, pol jaz rečem. Ok, bova A veš, naredila, dobro. Gledaj, ribico. Kaj pa čara? A ja, on gleda na to svojo uro, koliko je globok. Jaz sem zmeral od 3,7 do 3,9 metra. Ok. Kako moram pa skočiti? Daj mi nek naslov. Na banano, na bombico, na špago. Na špago. Šit, preveč sem ponudila, ne? Ne, čakaj, salte, doktorirala sva iz salt tudi. Ne, jaz nisem doktorirala. Ne, jaz sploh nisem doktorirala, blazno sem nezadovoljna s sabo. Mislim, nezadovoljna, ok, lej, tako, nisem vadila salte že dolg. Ok. Salte sem v moji osnovni šoli nazadnje skakala in ful sem imela strah, da se bom, vse čas sem imela strah, da se bom z glavo zaletela, a veš, ko se bom obrnila, se bom z glavo v skakalnico. Tako da se mi zdi, da sem imela začetniško srečo in da sta mi prvi dve dejansko najbolj šater, ampak sem začela razmišljati o tem, da moram visok skakati, sem skakala preveč naprej in padla na hrbet, ampak ok, glej, čestitam si za pogum. Ej, Nik, to je bilo ful dobro, že bi še skakala. Ajde!
Nika rajši skače, jaz bom pa rajši stevo pod vodo. Nika, Povej. zakaj si zamolčala, da imaš fobijo pred tobogani? Kaj drugače pa ne bi v toplice povabil. Ampak to je bil tako ključni del, na katerem sem nekako baziral celo za epizodo. No, ok, ali nam lahko poveš kaj več? Ja, v bistvu, ko sem bila majhna, se je en fant zaletel mi v hrbet, zaradi tega, ker je šel prek Marta. Najprej sem se jaz zaletela v eno punco pred mano in potem še on v moj hrbet od zadaj in od takrat imam nekak strah, da bo nekdo prehiter za mano prišel, pa da bo nekdo prepočasen pred mano in me je bilo malo strah. V bistvu si vse šla na največji tobogan v termah. Ja, nisem si mogla pomagati, pa ste me spravili v tisto komoro in pa nisem mogla reči ne, kaj čem. Ampak je bilo ful dobro, res sem blazno uživala. Kaj pa nekdo reče 3-4 zdaj, ali nekaj? Prvič, ko sem šla, me je bilo strah. V bistvu sem stala tam not in sem si mislila, kaj sem zdaj spravila, zakaj mi je tega treba. Ampak potem ta občutek, ko so tla pod nogami, ne, se kar naenkrat zginila in ko sem začela padati, je bil pa wow, ful dober. Ja, mene je bilo tudi kar malo strah, priznam, Ja. ker že dolgo nisem bil na tem toboganu in ta občutek, da ti zmanjka ta... Ti si že bil drugače na takem toboganu? Enkrat, ker sem bil dosti mali še, A res? sem bil prav na tem, A? prav na tem enakem. A da nekaj. Ja, meni se zdi, upam. Ja, ne, ziher. Ok, mimo grede, kako ti je bilo delati oddajo med karanteno? Mene je bilo super. Ful mi je bilo dobro s tabo delati, da best je bilo. Kaj? Kaj pa gumb? Ja! Sem mislila, da boš kam napeljal še naprej. Ne, zavedal sem se, da v bistvu te nisem več vprašal, kar so te ziher spraševali vsi in potem se spomnil v vsakem intervjuju, ki sva ga dala, sva govorila o tem, kako nam je bilo to delati. In ja, se strinjam, no, res je bilo svetovno. Kako pa je bilo tebi, je bilo dobro, če delaš. Ne, super je bilo, res mi je bilo super. No, tako da sem vesel, da sva zdaj v bistvu v drugih okoliščinah lahko malo obnovila to. Ja, dobre so te podvodne okoliščine. Ja. Ful, hvala, da si bila na tekočem. Zdaj pa, dajva se prepet, Dajva. ker mora itak priti še domov. Ja, dolga pot čez doma. Greva.